Lagerhof, ponudba je velika. Ja, to je tista znana pesem, ki so jo posneli za podjetje Lagerhof skupaj z mamo Manko in znanim bobnarjem. Mi pa smo se danes oglasili pri kmetu, ki uporablja Lagerhofove stroje. Se mi zdi, da je najbolj pomembno tudi praktična izkušnja, da točno vidimo, kako stroji na terenu delujejo, funkcionirajo. In danes bomo preizkusili njihov LS traktor s 100 konjskimi močmi, odpravili pa se bomo tudi na travnik, kjer bomo kosili z novo Hofmanovo kosilnico. Jaz sem Maruša Žnidaršič in tu je naša kmetija pri Urhu. Začel je delati na njej moj oče, vedno je delal zraven službe. Tako da smo dejansko leta 2017 sem to kmetijo prevzela jaz. Postavili smo novo štalo do 2020. Tu je sedaj ta objekt, v katerem smo. Za postavitev tega hleva tukaj smo se odločili zaradi tega, ker imamo okrog in okrog parcele, ki jih koristimo za pašnike. Tako da dejansko sedaj recimo, ko je suša, ko so pašnike že izropani, samo lepo odpreš vrata, spustiš živino ven in zvečer pride noter, da še malo dokrmimo, da jim ne zmanjka hrane. Polovico živine nekje pašemo na svojih parcelah, polovico živine imamo pa na vaškem pašniku Bločice. Tu je skupni vaški pašnik, na katerem je nekje 50 živali. In nekje naše živine je tam nekje 20 do 30 glav damo na ta pašnik. Odločili smo se za pasmo limuzin. Pred 5 leti je oče nekje začel z pasmo Simmental, a smo ugotovili, da imamo premalo beljakovinske krme, da bi lahko imeli mlečno pasmo, zato smo se odločili za mesno. In zatem smo potem tudi nakupili plemenskega bika, ki zdaj celotno čredo preusmerja v čisto limuzino. Tu je družinska kmetija, na kateri delamo vsi, tudi moji stari starši, pomagajo pri teh lažjih opravilih. Glavnina je pa, da si delo razporedimo jaz pa moj partner, sestra pa njen partner in delamo vsi skupaj. Vsi imamo še poleg kmetije še službe in imamo tudi že otroke, ki tudi veselo pomagajo. Velikost kmetije je sedaj 42 hektarov. Zgradili smo nov objekt, večamo tudi površine in z vsem tem je prišlo tudi potreba po močnejših strojih in zato smo se tudi odločili za nakup LS traktorja, 100 konjskega. Danes bomo tudi pokazali, kako bomo pokosili eno parcelo na Cerkniškem jezeru. Te parcele uporabljamo za nastir, zato da so živali na čistem. Bomo pa preizkusili tudi to novo kosilnico, ki so fantje dostavili. In tako se bomo odpravili na Cerkniško jezero, kjer je ogromno trave, vode sedaj ni in čas je, da se lotimo košnje. LS100 XP imam že približno leto pa pol, ima veliko breme, ima EHR hidravliko, elektromagneten invertor, pol ima dvokrožne zračne zavore, ima tudi serijsko že čelno hidravliko s kardanom, ima tudi predpripravo za čelni nakladač. S tem traktorjem večinoma kosim z njemu in baliram. Ja, ima dovolj moči za gnanje balirke, pa po zimi ga pa največ rabim
za transport gnoja, za kiparca. Kot traktor se mi zdi v redu, je ukreten, pregleden, stvari funkcionirajo, pa moč je dobra, ima dober navor, gre štend gasom, pele tudi 4 bale, ni problema, štend gasom, v hrib. Kot sam ima moč, pa navor ima dober. Motor je dober noter, je Ivecotov, menjalniki Carrerotov, tu je fajn zadeva. Ima tudi Carrerotov opremo, ki je tudi preverjena zadeva. Tako da kot sama konstrukcija traktorja je v redu. Danes imamo pa zapeto kosilnico Hoffmann, širina 280, ima 7 diskov, na vsakem disku ima po 2 rezila. Kosilnica za tako velikost je dokaj lahka, ni težke izvedbe, tudi lahko zagon ima, tako da bi jo lahko tudi 80 konjski traktor gnal in 70 bi po moje že zmeraj šlo. Na naši kmetiji je več generacij v bistvu skupilo skupaj in vsi imamo neverjetno veselje do kmetijstva in gledamo na to samo, da bomo rasli. Ko smo postavili ta nov hlev, smo v bistvu izpolnili ta cilj, ki je bil 10-letni načrt. Plan je seveda še malo povečati, še kakšno žival več. Drugače pa predvsem mirno kmečko življenje.